Na Vranskem pri Grofu se odpira eden od največjih muzejev motorjev Indiana, bi rekel, na svetu. Sigurno na svetu, jaz sem prepričan. In tole je že en tak eksponat, ki je v bistvu edini na svetu. Tega je kupil kralj Aleksandar skupaj z motorji za njegovo gardo, ampak ta je bil pa prav za njega. Tukaj je zraven posebej jih ima lastnik, še tisti priključki, ki so bili zraven za prikolico, kajti kralju niso opustili, da bi se vozil samo z motorjem zaradi možnosti nesreče. Tukaj na drugi strani pa kompletna zbirka Indijan, ki so jih uporabljali v drugi svetovni vojni. Klasične zadeve, ki jih danes ne dobiš več, še posebej pa tistale majhna zadeva, padalska stvar. To so s padalci metali dol, zato da so se lahko pripeljali od daleč na fronto, zaradi tega, ker jih je bilo, drugače so jih Nemci tolkli, ker so se spuščali padalci, so jih pobijali, zato so morali to dobiti. In je za enkratno uporabo je bil motorček. Se je usedel, se pripeljal proti fronti, pustil motor in je šel v vojno akcijo. Potem, skratka, to je fantastično, fantastično. In zanimivo je tudi tamle, v kakšni delavnici so pravzaprav začeli delati te motorje Indiana. Takole nekako je izgledala začetna delavnica. Ta komada sta že v bistvu originala, narejena, ampak tako nekako. To je tisto, kar se v Ameriki naredi v garaži. Pri nas je to prepovedan, pri nas je vse prepovedan. Pri nas je prepovedan zbirati, zato ker nismo dorasli razumevanju, kaj kulturna dediščina sveta in Slovenije sploh pomeni. Skratka, fantazija, ki se je ne morete predstavljati tudi v nobenem hollywoodskem filmu. In kdo je lastnik? Daj povej kakšno besedo. Nič, samo Rančiga je 40 let sem zbiralec in restaurator, da se mi je pa končno zmehla sreča in sem naredil ta muzej z sodelovanjem hotela restauracije Grof. Imam krasne partnerje in mislim, da bo vse lepo steklo. Bo, zagotovo. Ja. To je fantastično. Torej, zadeva je fantastična, treba je priti pogledati. Če hodijo vsi tujci sem gledati, morajo tudi Slovenci priti. Obvezno.